Spoštovani gospod predsednik vlade, dr. Miro Cerar, minister za kulturo, gospod Anton Peršak, spoštovana gospa ministrica za finance, magistra Mateja Vraničar-Erman. Spoštovane dame in spoštovani gospodje. Hvala vsem, ki ste se udeležili otvoritve razstave arhitekturnih rešitev za celovito prenovo SNG Drama Ljubljana. In glede na zanimanje, sodim, da je skrb za stavbo, v kateri deluje osrednje slovensko gledališče, prerasla meje nas, ki v tej hiši ustvarjamo, in meje vas, ki nas kdaj pa kdaj pridete gledati. Se pravi, da je skrb za to vlade, ki je naša ustanoviteljica, in skrb Ministrstva za kulturo, ki je že v dveh nacionalnih načrtih za kulturo opozorilo na alarmantno stanje stavbe Drame, prišla naše okvirje. Gledališče, ki je bilo pred več kot 100 leti zgrajeno za potrebe nemške skupnosti v Ljubljani in je po prvi svetovni vojni postalo dom osrednjega slovenskega gledališča in ostaja to še danes, v vsem tem času, razen dozidave prizidkov in lepotnih popravkov v dvorani, ni bilo deležno resnejše prenove. Pobude za prenovo ali novo gradnjo se vrstijo vsaj že 30 let. Produkcijske zahteve so se z novimi umetniškimi prijemi in novo tehnologijo bistveno spremenile. Prizidka glavni dvorani, ki sta v 60-ih pomenila prostorsko olajšanje, kmalu nista več zadoščala. V 90-ih in v prvem desetletju novega tisočletja, v času ravnateljevanja Janeza Pipana, je bil izveden arhitekturni natečaj za obnovo Drame, samo projektiranje pa je bilo prekinjeno. Izkazalo se je, da so načrti predvidevali večjo površino, kot jo ta lokacija dovoljuje. Pokazali pa so to, kaj pravzaprav gledališče, moderno gledališče v resnici potrebuje. Ves čas so se postavljala vprašanja, zakaj ne graditi na drugi lokaciji. Bilo je veliko razmislekov in že dobro izdelanih načrtov, ki so zaradi neposluha, včasih političnega, včasih strokovnega, utonili v nerealizaciji. Če se ozremo nazaj, vidimo, da pravega političnega posluha in želje pravzaprav nikoli ni bilo. V Ljubljani je v zgodovini Slovenije, ne govorim o zdajšnji Sloveniji, ne glede v kateri državni ureditvi in skupnosti držav je bila, novo zgrajene infrastrukture za kulturo je le za vzorec. Ni novega NUK-a, ni novih akademij, novi sta Moderna galerija in Cankarjev dom, potem se pa spisek počasi konča. Vse ostalo so prizidki in vzdevek, da smo dežela prizidkov, bi lahko veljal kar za točnega. V vseh deželah, kjer smo v zadnjih letih gostovali, in gostovanje je bilo res zelo veliko, na različnih kontinentih, smo naleteli na nove stavbe ali na temeljito vzdrževane in dobro opremljene zgradbe. Tega ne govorim zato, ker bi želel kritizirati karkoli. Govorim o tem, da je nuja po razmisleku, kaj je kultura, in seveda kulturi sodi tudi gledališče, kaj je kultura za nas, za našo družbo, za naše okolje, za dobro, kvalitetno kulturno okolje pomeni. In če se zavedajo mnoge države, se moramo tega zavedati tudi mi, in zato nam vsem, ne samo gospodu predsedniku in ostalim in obema ministroma, nam vsem polagam to pravzaprav v razmislek, kaj kultura je in kaj je tisto, kar je prijetno okolje. Leta 2013 smo dobili od Ministrstva za kulturo nalogo, da pripravimo nove načrte za prenovo zgradbe Drame na zdajšnji lokaciji, v zdajšnjih gabaritih, in tega smo se lotili. Vsi tisti razmisleki o novih lokacijah so bili takrat že več ali manj pozabljeni
Najboljša lokacija, ki je bila ves čas predmet raziskave, šumi tukaj čez, ni bila več možna. Druga na Malem trgu kmalu ni bila več možna. Se pravi, lokacij v samem okolju našem, v samem centru, kamor mislim, da Slovensko narodno gledališče kot osrednje slovensko gledališče, kot ena od ustanov, ki pomeni temelj nekega naroda, sodi, ni bilo več nobene lokacije. Dobili smo te načrte in z novimi, dobili smo to nalogo in z novimi načrti, ki govorijo o tem, da je treba določene vsebine, ki niso potrebne za samo produkcijo, izseliti iz te hiše, da je treba skladišče, ki so zdaj nahajajo v hiši, izseliti na druge lokacije, smo nekako pridobili dovolj prostora, da zgradimo, da načrtujemo sodobno gledališče, da pridobimo dodatne dvorane, da pridobimo dvorane in prostore za vadbo in za izvedbo cele produkcije, da so ti prostori seveda, da so lahko pod vsemi drobnogledi raznih higienskih in varnostnih oblasti. To, kar boste videli, je nastalo, te naloge so nastale na podlagi našega predloga, predprogramske naloge in izveden je bil arhitekturni natečaj. Arhitekturni natečaj, ki je bil dvostopenjski, anonimni, mednarodni arhitekturni natečaj. Komisija je bila mednarodno sestavljena, na sam natečaj smo dobili 13 predlogov, arhitekturnih predlogov, enega iz mednarodnega prostora in v drugo stopnjo našega natečaja so se uvrstile štiri arhitekturni predlogi in po naših pripombah komisije je bil opravljen drugi krog in v drugem krogu je zmagala prvo nagrajena Bevk Perovič varianta. Jaz lepo prosim, da jim zaploskate, še preden greste pogledati. Podeljena je bila še tretja nagrada, podeljeni sta bili 2 zvišani priznani in 2 znižani priznani. Več natančnih podatkov o vsem skupaj ne bom govoril zaradi tega, ker so zapisani po vseh hodnikih. Jaz upam, da bomo natančno lahko pregledali, da bomo imeli dovolj časa. Povem lahko, da bo razstava odprta 2 meseca, se pravi do konca oktobra, da jo bo možno ogledati v zmeraj, kadar so predstave oziroma predpredstave in po predstavi. Bomo imeli pa tudi vodene oglede, tako da, ki jih bomo najavljali in za manjše skupine in vodeni ogledi bodo v dogovoru s člani komisije. Tako da jaz bi zdaj povabil pred mikrofon gospoda ministra Toneta Peršaka, ki bo odgovoril na moje želje. Že po mikrofonu se vidi, da je ravnatelj pomembnejši od ministra, ne? V tem primeru. Lepo pozdravljam spoštovanega gospoda predsednika vlade, ministrico za finance gospod Vraničar, poslanca Matiča, državno sekretarko gospod Pečnik in seveda našega gostitelja, današnjega ravnatelja gospoda Samobora. Najprej naj rečem in se pravzaprav pohvalimo, da nacionalni program za kulturo za obdobje 2013-2017 nalaga, da se v letu 2016 začne investicija
obnove oziroma prenove Drame. In ravno lani smo se dogovorili, da se tega lotimo efektivno. Ministrstvo je že lani in letos za to namenilo neka sredstva, ki so bila potrebna za to, da skupaj z Dramo omogočimo in sfinanciramo ta natečaj in tisto, kar je bilo treba pripraviti za natečaj, in da natečaj, tako kot je bilo povedano, lahko prinese rezultat, tako ne samo to, da je pač nek projekt oziroma neka idejna projektna osnova dana, ampak da da tudi podlage za nadaljni proces, se pravi za izdelavo PRD dokumentacije in PZI dokumentacije v nadaljevanju in seveda s tem tudi za, upajmo, nadaljevanje investicije tudi v naravi. To bo seveda za Dramo pomenilo velik preizkus tudi zaradi tega, ker bo, ko se bo obnova dejansko začela, se pač potrebno z vso dejavnostjo seliti, ampak verjamem, da bodo tako vodstvo kot tudi igralci in vse osebje Drame to rade volje sprejeli, če bodo vsak dan šli mimo gradbišča, na katerem se bo Drama obnavljala, prenavljala in dobivala novo podobo. Tisto, kar se mi zdi potrebno dodati, to, kar je omenil že direktor. Obstajala je in v marsikaterih javnih sporočilih še vedno se postavlja dilema ali obnova oziroma prenova ali nova lokacija. Tako kot je že gospod direktor povedal, nova lokacija seveda ne pomeni samo tega, da se pač odločimo in ocenjujemo, ali bi sama gradnja na neki novi lokaciji stala več, manj, kot bo stala ta prenova, ko bo realizirana, in upam, da bo seveda tako po projektni plati kot po izvedbeni plati vodena bolj uspešno, kot je bilo v kakšnem primeru, ki se včasih navajajo, ko je pač prišlo zaradi tega, ker se je gradilo v časih razpada gradbenega sistema, gradbeniškega sistema v Sloveniji, ki je pač prinesla tudi določene posledice v smislu enormnih podražitev in tako naprej. Ampak odločitev za novo lokacijo bi ob dejstvih, ki jih je navedel že gospod Samobor, pomenila, ker najbrž tako reprezentativna ustanova, kot je Drama, mora biti nekje v središču mesta, razmislek o lokaciji. Koliko je pravzaprav tu na voljo še lokacij, ne da bi bilo treba podirati kakšne stavbe, ki bi lahko prišle v poštev, kajti treba je računati tudi na to, da nova lokacija bi zahtevala bistveno večji prostor, še zlasti, če bi se oddaljili od katerekoli parkirne hiše, ker bi seveda objekt, ki bi bil oddaljen od kakšnega javnega parkirišča ali parkirne hiše, moral preprosto zagotoviti tudi ustrezna parkirišča, kar bi samo po sebi zahtevalo precej večje prostorske pogoje. Vemo pa, kakšna je cena zemljišč v Ljubljani in bi najbrž že cena pomenila pol možne cene tega, kar se bi naj zgodilo na tem mestu. Seveda je projekt na tem mestu zelo zahteven. Bo tudi svojevrsten preizkus za gradbeno efektivo, za gradbenike, glede na to, da predvideva zelo radikalne posege tudi v podzemlje, če lahko tako rečem. Jaz
želim temu projektu, da bi uspel. Ne zato, da se bomo tisti, ki smo nekako v začetku bili zraven, lahko hvalili, ampak zaradi tega, ker je to nujno. Drama oziroma Ljubljana, Slovenija potrebuje osrednje dramsko gledališče, osrednje nacionalno gledališče, ki bo tudi v ustrezni meri reprezentativno. Ne samo, da bo zadovoljivo v prostorskem pomenu besede. Da bo, tako kot je v enem od gradiv napisano, da bo tudi primerno za razglednice z vsebino Ljubljane. Da potrebuje tak objekt zaradi tega, preprosto zaradi obiskovalcev Ljubljane in tudi zaradi nas, ki živimo v Ljubljani ali pa v Sloveniji, da se bomo lahko na dramo od zunaj in od znotraj ozirali s ponosom. Dramsko gledališče je ena tistih umetnosti, ki je v Sloveniji od nekdaj poleg literature in morebiti še glasbe najbolj priljubljena od čitalniške dobe naprej, pa še prej, ne, od konca 18. stoletja. In zato ima neko emblematično pomembnost za slovensko kulturo in za Slovence nasploh. Ljubezen do gledališča v Sloveniji, že če pogledate po številu gledališč, po številu tudi po obsegu amaterske dejavnosti, neverjetna, neprimerljiva z marsikaterim drugim okoljem in tudi to na nek način terja, da imamo do drame in obnove drame pozitiven odnos. Želim, kot rečeno, projektu uspešno pot v prihodnosti in čestitam nagrajencem oziroma prvouvrščenim, ne samo zmagovalcem, njim seveda najbolj, tudi ostalim za lepe, če lahko tako rečem, in uspešne rešitve. Hvala. Hvala gospodu ministru za lepe besede. Bile so polne vsebine, jaz sem jo zelo dobro poslušal in sem marsikaj tudi razumel in sem, moram reči, zelo vesel zaradi tega, kako se že reče, iz vaših ust in tako naprej. Tako, jaz bi zdaj povabil k mikrofonu gospoda Matija Bevka. Tam sem vaju iskal. Ja, od tukaj, da predstavi vsaj v nekaj besedah pač njihovo arhitekturno rešitev. Seveda pa bo tukaj, bosta oba na voljo, da predstavite in razložite kakšne detajle tudi tistim, ki jih bo zanimalo. Lepo pozdravljeni. Moram reči, da sem zelo vesel, jasno, da tukaj stojim. Bi izrabil to priložnost, da bi se predvsem zahvalil za zaupanje, ki nam je v bistvu družba, predvsem komisija, položila v roke. Je to veliko odgovornost in jo z veseljem, ampak tudi z zavedanjem sprejemamo, da je to zares neka pomembna stvar. Mislim, da o nacionalni pomembnosti tega projekta smo čisto dovolj slišali in dejansko to je tudi bila ena od prvih stvari, ko smo se arhitekti zavedali, ko smo začeli to delati. Druga stvar je, ko smo začeli s tem ukvarjati, druga stvar je v bistvu dejansko tudi, če se pogleda to stavbo, ki je historično izjemno lepa stavba, ki je v preteklosti že doživela prenove, prizidke oziroma prizidek v 60-ih letih, ki je v nekem trenutku verjetno rešil in reševal programske in funkcionalne stiske, da je v bistvu hkrati tudi še tu eno drugo zavedanje, da je takrat že kar nekaj časa minilo in dejansko kdorkoli bi se sprehodil po ozadju oziroma po ustroju
drame bi v bistvu videli dejansko, kako nujno potrebna je prenova. Resnično nujno potrebna in kako je to v bistvu tudi ena priložnost, da se s to prenovo doseže ne samo tehnična prenova, ne samo v bistvu funkcionalna prenova, ampak v bistvu tudi še nekaj mnogo več, to meni tudi na neki način prenova mesta oziroma prenova enega dela družbe, kulture, ki je, kot smo slišali v Sloveniji od nekaj oziroma je dejansko en zelo pomemben steber vsega kulturnega dogajanja. Zdaj, o našem projektu jaz mislim, da bolj podrobno je mogoče celo lažje govoriti ob samih panelih. Jaz bi poudaril samo ene 2-3 stvari, oziroma samo na kratko opisal, kako je projekt zasnovan. Zasnovan je seveda v prvi vrsti za obnovo obstoječe stavbe, historične stavbe, za nekaj restaurirane historične stavbe in z dodanim delom v zadnjem delu, z v bistvu bolj tehničnim delom, kjer se dogaja z produkcijskim delom, ki ga recimo vidite tamle, ki v bistvu dejansko dopolni jaz mislim praktično vse programe, ki so bili zahtevni in ki dejansko manjkajo. Potem je tretja zelo pomembna stvar, je trg oziroma prostor trga, ki se ponovno vzpostavi in na nek način te programe odpre in poveže z mestom. Povezava teatra, ki je dejansko danes bistveno drugačen, kot je bil pred 20, 30 ali še več leti in je dosegel velike spremembe in se verjetno še bo naprej razvijal in bo vedno bolj zahteva, kar je komisija in naročnik so zelo poudarili, zahteva v bistvu odpiranje v javnost, v javni prostor mesta in v bistvu nekaj čim tudi sodelovanje z mestom. In nam se to zdela velika priložnost, da se v bistvu dejansko uporabi ta program za na nek način tudi prenovo javnega prostora v tem smislu. Tako je recimo ta trg zdaj kot nek vstopni parter, s katerega se vstopa kot prva stvar še vedno v staro dramo, kot drugo pa tudi v ta spodnji ustroj, v spodnji del v veliki foje, ki naj bi postavljen prečno pod staro dramo in v bistvu povezal se te programe, to bi obstoječo dvorano, novo dvorano, male drame, eksperimentalno gledališče, zelo vaden oder v en skupno povezan sistem, kjer je ta foje v bistvu kot neke vrste dnevna soba mesta, kjer se kupuje karte, se gre na kavo, so razstave, so dogodki, so sprejemi. Skratka, to je lahko en pomemben javni prostor mesta. To so bili nekje naši osnovni vzgibi. Jaz srčno upam, da se bodo realizirali. Hvala. Hvala. Zdaj pa samo še nekaj zaključnih misli, preden si gremo ogledati vse to, kar je nastalo v arhitekturnih birojih v zadnjih pol leta. Kot veste, smo letošnjo sezono v celoti posvetili 150-letnici profesionalizacije slovenskega gledališča. V izredno veselje me in v čast, da je prav danes oziroma na začetku te sezone lahko bodočnosti poklonimo zaenkrat seveda načrte in želje in misli, ampak nekaj smo v tem času do tega naredili. In če se bomo pridružili tistim snovalcem izpred 150 let, ki so snovali profesionalizacijo gledališča, če se bomo pridružili, bo to seveda zelo velik dogodek za nas. Seveda bi bil še mnogo srečnejši, če bi zdajle stali in si šli ogledati predstavo v novo dvorano, ne? Ampak nismo še tam. Upam, da bomo v tem času, 5 let približno je to en tak po naših teh izračunih, eno tako obdobje, 4 do 5 let, ko bomo imeli tukaj prvo premiero. Rad bi še to povedal, da je naša komisija, ko smo se odločali, je imela 2 temeljni nalogi. Zelo dobro oskrbovano gledališče, se pravi v vseh pogledih, v logističnem in
tehnološkem in tako naprej, oskrbovano gledališče, ki je namenjeno proizvodni predstav, ustvarjanju modernih predstav, z vso tehnologijo, ki gledališču lahko služi. Po drugi strani je pa bil zelo velik izziv umeščenost nove zgradbe v prostor. In mislim, da smo se odločili, vsaj tako mislim zelo enoglasno, da je ta programska naloga, da je ta arhitekturna rešitev v vseh pogledih najbolj pokrila naša pričakovanja. Tako da še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom, ki smo se družili v teh dnevih v komisiji. Zahvaljujem se Iztoku Vodnjalu, Dušanu Zekoviču, Ivici Fulirju, ki smo v nekem trenutku pripravljali pred nalogo, kot se temu reče. In zdaj, če mi dovolite, gospod predsednik, bom v vašem imenu povabil vse prisotne, da si ogledamo razstavo. Hvala lepa.